Dobrodošli na video, jaz sem Jasmina in danes bomo vlog začeli z tako reset rutino. Danes je nedelja in se mi zdi pač popoln dan, da se pripravim na teden, da si izrihtam prostor, da sem fajn počutila, ker pač delam od doma in da pospravim malo, ne zdaj ono globinsko čiščenje, pa da si splaniram stvari, pa kaj naredim, kar je pač treba. Za vsakega je ta reset rutina lahko malo drugačna, da se pripravi na teden, mogoče imate otroke, imate določeno službo, ko pač se malo drugače morate pripraviti na to. Jaz sem se tukaj lotila pranja oblek in za vikend je elektrika cenejša, tako da takrat perem cote. Vedno mi ne rata, ampak probam, da gledam. Ali pa da zvečer pozno perem. Pol, ker je bilo v bistvu jutro, dopoldne, sem si tudi posteljo zrihtala. To ni glih reset rutina, ampak je del mojega dne. In Mika mi vedno ful rada pomaga, ampak je zabavno, tako da je smešno, ko to dela. Ko živiš v garsonjeri, pač v manjšem stanovanju, kakorkoli, je ful pomembno, da si pač res fajn zorganiziraš prostor, da ga imaš pospravljenega. Zdaj ta šotorček, ko ga vidite tam od Mike, bom pustila, ker je pač nje fajn in ja. To tudi itak naredim večkrat na teden, dlake odstranim od Mike, ker se pač nabere, sploh na kavču, pa svetli kavč je mačka črna. Tukaj pobiram njene igrače, če lahko temu tako rečemo, pač makaroni, peresnike in to je pač trenutno njena najboljša igrača in vse gre pod kavč, tako da to delam tudi skoraj vsak dan, ampak ja. Drugače ta roller sem že enkrat pokazala po moje, na Amazonu sem ga naročila Chomp za živali, tako da če koga zanima, je več verzij. To je tudi v bistvu na nek način vsakdanja rutina, ampak ja, pesek mači vsak dan se sam skoraj, tako da. In pa ni boljšega, ko si glavo pereš, a ne, in se počutiš, kot da si nam ful naredil in ja. Tako da sem rekla, dajmo začeti teden z oprano glavo, ker se ne to vedno zgodi. Pa itak vedno odlašaš, pa si narediš čop, ampak ja. Če ste gledali prejšnji video, sem povedala, koliko sem za hrano porabila in ja, je bilo kar veliko, tako da ta mesec malo bolj pazim na nek način, preden da nov stvar kupim, bom vse porabila. Jaz ne veliko hrane stran mečem, ker mi je res težko, dam smrzniti ali pa kaj, ampak zdaj bom pa še bolj tak ekstra pazila. Tako malo za izziv, da se malo bolj zavedam, kaj kupujem, kaj porabim, kaj imam za jesti, ker včasih imam toliko za jesti in si še kar kupujem in čisto pozabim. Naslednja stvar, ki jo naredim, je planiranje, torej, da si za cel teden napišem stvari, ki jih imam v planu, da ne kar pozabim, ker imam toliko stvari v glavi in res vedno poudarjam, da če si ne zapišeš, pozabiš in imaš prepolno glavo in na koncu nič ne narediš, tako da v družbi s kavo. Zdaj jaz imam tak sistem planiranja, da si najprej vse, kar pač imam v glavi, napišem na en list, v nobenem vrstnem redu, z nobenim sistemom, ne vem, kdaj bom kaj naredila, sam pišem, kar mi pride na pamet. In pol, ko imam vse napisano, malo pomislim, kjer dan imam kaj, kam bi kaj pasalo, kdaj lahko kaj naredim, vse te dejavnike upoštevam. Včasih mi ne rata vse narediti, ampak ja, fajn je, da si vseeno malo zorganiziram.
Na pavzica pred nadaljujem, v Lidlu sem še našla zadnjo škatlo spomladanskih zavitkov. Tu imam pa sladko kislo omako in YouTube. Malo pavzice. Zdi, da je za večino nedelja tak dan, ko ali se počiva, ali se gre na obisk, ali se gre na kak izlet, mogoče eni tudi čistijo, ampak se mi zdi, da so sobote bolj tiste. Zame je v bistvu nedelja ponavadi najbolj delovna, razen če je kaj izven serijskega, si vzamem fraj, ampak večinoma 90% je nedelja za mene delovna, ker imam vlog za objaviti, kar pomeni, da moram tudi montirati. Če že imam zmontirano, kar se redko kdaj zgodi, moram vseeno narediti sličico, naslov in naložiti tak naprej. In isto v 90% imam zvečer tudi live stream. Tako da nedelja je zame ful delovna, bolj kot en ponedeljek, ampak mi je čisto cool. Pa vseeno se mi zdi, da ponedeljek je res tak fresh start in zato hočem tudi danes delati ta reset. Jaz sem smeti nesla, zdaj bom pa še malo pospravila moj avto, pač ja, tak je. Se ni umazan, samo razmetanje. Dajmo najprej to na storbo. Ja. Evo. Zamenjači gumije. Rolerje bom še dala od zadnji. Tu zadnji pač ene stvari sem še pustila, vode, oziroma eno flašo bom vzela, eno bom pustila, da ima Mika WC za hude cajte, če jo kdaj matra, ker smo pač na poti. Tu bo pa za smeti. To ni hudega. Sem prej rekla, gledam malo na hrano in ful imam paradajza, ful imam paprike domače in verjetno tisti, ki imate vrt, imate vsega preveč, ali pa tudi ne vem, pač mi imamo vedno vsega preveč in da se te stvari ne meče stran. Danes sem recimo naredila mezgo iz paradajza, danes bom naredila pa sataraš iz paradajza in paprike. Nisem ga še delala, ampak mislim, da je dosti enostavno, tako da vam bom pokazala, kaj jaz naredim. All I need from you to me.
Ok, tekma, Slovenija, Črna Gora, Sataraš z tofujem, mozzarello in tostom grnjon kruha. 15 minut do streama, tam sem se že pripravila, tako da bomo začeli. Dober tek! I remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your mobiles, but you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was, listen, I will have your back away. And now we're grown up, I don't really see you enough. There's too much to be done. Yeah, it's no fun. But even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden the day when we moved away from what had been our home since forever. I was scared then, so scared that I would lose you. But you called me up right after I... Stream je končan in ta gobica tudi, oziroma gobice, mušnice na lesu. Moram še zaščito čez premazati. Moram si make-up spraviti do... Pozvala sem nam cote v pralnem stroju. Še dobro, da so večino bolj brisače, ampak ja, gremo se to zrihtati, če sem pozvala. Evo, tako vsak ponedeljek si naredim urnik, najprej vreme pogledam, da vem, da lahko imam te streame od zunaj, v živo, s telefonom. In pol zdaj, če grem domov, ponavadi tudi upoštevam, kaj se doma dogaja, kakšne plane imajo domači. Ful stvari v glavnem, preden da napišem urnik in pol pač moram dobiti ideje, kaj bom delala. In ja, to je vsak ponedeljek. Ja, zdaj naslednja stvar je trgovina Fitness in Teddy nosi, to je trgovina. Popravim mizo, to bom po moje po streamu naredila, tako da ja, mi kar gre, no. Zdaj bomo pojedla ostanke Sataraša, preden da grem in ne vem, kam sploh danes jedla, po moje nič kaj zakompliciranega, ker sem malo bolj dolgo spala in imam toliko cajta. Ampak sem se naspala, Mika je bila malo sitna, zdaj 3 dni, pač ker spujala se 2-krat pred budilko in ja, ne vem, malo je trga. Drug teden gre pa na serializacijo in čip dobi, ali mi je bed za njo, ker bo dobila obroček, ampak ja. Gremo se zdaj spraviti. Evo, danes bom pa kruh v filu zraven jedla, ko sem prejšnji dan naredila iz bolj tega starega, suhega kruha. Moram reči, da to stofujem in še malo mozzarele je ful dobro, pa jajca seveda, ampak sem malo bila skeptična, da upred stvari nad ful je dobro. Ja, nič, gremo v trgovino in fitness. Ok, sem nazaj in moram se premakniti, ker je gospodična višji crkla. Zabila sem se v vrate od prtljažnika na avto, ker pač, ko ga dvigneš, a ne, se počasi dviganje znara, bum, in mi malo kri teče. Sem šlatala takoj, ko sem se udarila, če mi bi takoj začelo, če sem se res tak fejst. Pa se ni, zdaj pa prijem sem v stanovanje, pa si pogledam in imam malo krvavo, ampak ja. Jezim nerodna. En las moj imaš, pa ješ ti te lase. A si ga jedla? Evo, Mercator Hall, to je bilo vse 34 €. Je pa res, da sem kupila ene vitamine, ki so bile skoraj 6 €. In to je bilo 5 pa še nekaj, ampak so 4 tune in so bile skoraj cenejško pa one Mercatorjeve tune, tako da je bilo nekaj znižano. Prav to sezamo olje, malo dražje in ja. Stalo je pa vse tako po 1,70 €, mogoče 2 €, nič takega, ampak se takoj nabere. Ampak so res take osnovne stvari, ko so mi zmanjkale. Tu imamo jajca, tuno, špagete. Ne vem, kaj je razlika, kaj je fora teh špagetov. Neka druga pakonga je kao klasik, ne vem, to kao samo stara pakonga je nazalka.
mleko, ingverjev pivo za moje koktejle, jabolke, sladki krompir, kisla smetana, česen, to sezamo olje mi je zmanjkalo, ponavadi ga v Hoferju kupim, sem ga nima vedno. B12 sem si kupila, pol to hitro karbonaro za kdaj, ko pač na hitro rabim. Končno imam spet brstični ohrovt, nekaj cajta ga nisem videla, tako da sem vesela, da je spet nazaj. To je pa to. Pol sem šla pa še v Tedija v bistvu zaradi tega, ker sem hotela te modelirke imeti, to je v bistvu za torte in razne stvari. Ampak jaz bom danes delala iz plastelina, nekaj na live streamu. Se mi je zdelo, da bi rabila taka fajn orodja, ker one lesene modelirke, ko imam za glino, se mi zdi, da bi to izsušile, ker se pač tu ne voda zraven uporablja tako pri glini. Tako da imam te plastične. Pol sem kupila ta 2 obroča, to je po moje za gobeline ali nekaj, ampak sem videla ful nekih dobrih idej na teh obročih za nekako dekoracijo dela, tako da vam bom pokazala. Sigurno zdaj v jeseni, pa pol seveda za Božič prihajajo take cute stvari, ko jih doma lahko narediš, sam ustvariš. Pol sem kupila to praskanko, delaš pač kar hočeš, to je pač en primer. In pol dobiš zraven to orodje za praskati. Miki, piki, a tiki, 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 a tiki, 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 au, au, au. Smešna. Naročila sem si dvojne pajkice in en modrc. Zdaj sicer še ne vem, mi bo modrc prav, ker sem si ga v Emo naročila. Bomo probali. Lahko da bi mi bil, no, ker imam še kar velik hrbet. Ful ima lepe detajle. Ostalo imam pa v Eso. Ta model, vam bom itak pokazala, bom probala. Ta model že imam v drugi barvi, tak je pastelni viola, ampak ta se mi je zdela ful zanimiva, taka res lepa rumena, pa malo drugačna. Potem sem si pa še te navadne črne vzela, ker mi je ful všeč model, so pa malo krajše, take mehke tudi za vsak dan. Te so pa bolj za fitness, sigurno, ker imajo oni scrunchie in to, tako da bomo probali, pa da vidimo. Prve pajkice so te Second Skin, ko so res ful tanke, jaz jih imam v taki opečnati barvi že in so mi ful všeč. So pa te Capri, niso ta dolge. Sicer meni kar malo dlje pride, ker sem bolj mala, ampak drugače ponavadi, mislim, če si malo višji, ti pride do sem, torej Capri v glavnem. Ampak ja, te so res fajn za vsak dan, lepe črne, udobne, pač ni kompresije, tukaj pri trebuhu sicer fajn stisne, ampak ne ono preveč. Tu zadnji je logo in ja, jej! Jaz sem si tega vzela v M in mi je glih prav, všeč mi je, ker je malo daljši, ni oni čist navadni modrc in je v bistvu ga lahko imaš tudi kot majico in nič se ne počutiš tako razgaljenega. Najboljši del, hrbet, ful je lep, pač ful, sploh bela pa na temno kožo, tako da ful sem vesela, da mi je prav, sem se bala, da mi je prevelik, ampak ni. Se pa daje te podloge tudi ven dobiti, če koga motijo ali pa če ko pereš. Ja. Drugače pa material tega je pa isti kot te pajkice, torej Second Skin, ful mehek, ful udoben, res. Dajmo še probati rumene. V bistvu nimam še nič podobnega, nič, kar bi imelo tak občutek, tako da sem si pa izbrala belo, ker se mi zdi, da bela itak dobro, črno-belo gre skup, ampak zraven takih svetlih pajkic, pa ko imamo ne pastelne lila barve, bela najbolj zraven paše meni osebno. Pač eni kombinirajo, torej rumena, imaš tudi to opcijo, jaz nimam rada teh kompletov isti barvi, jih pa rada kombiniram, torej beli top, svetle hlače, dajmo probati. Ok, wow, res taka bolj drzna barva, ampak ful lepo naredi. Te so kompresijske, jaz bi lahko tudi Mika! Jaz bi lahko tudi M imela, pa bi mi šlo skozi, ampak imam rada, da me malo bolj stisnejo nekatere, sploh te, tako da so tudi te v S. Zadnji imajo scrunchie in ta del je bolj tanek, tako da ti ne stisne rit, ampak ti poudari, noge ti pa stisne. Sigurno ta barva mogoče malo bolj pokaže nepravilnosti, sploh pod lučjo, ampak če gledate moj kanal, sem se ene par mesecev nazaj odločila, da me sploh več ne briga za celulit, strije, dlake, nič. V pasu res lepo stisnejo, logo imajo zadnji isto, pa tukaj spredi imajo napisano Eon. In ja, meni se zdi ful lepa kombinacija, pač je res taka, tako neko sonce sem. Ok, imam še eno novico. Postala sem ambasadorka Eon Athletics.
Jaz bi se tudi res vam zahvalila za to, ker me gledate, da sploh imam to možnost, da delam s firmami, s podjetji, ko so meni res cool, pa sem ponosna, da lahko delam z njimi in da si lahko izmišljujem, koga izberem. Tako da res hvala za vašo podporo, če vas ne bi bilo, tega ne bi bilo. Kot ambasador imam tudi svoje kodo, FINA10, to pomeni, da dobite 10% popust, če se odločite, kaj kupiti. In ja, glih zadnjič, ko sem snemala on video v pajkicah, sem bila someone sponsor me, nekdo s pajkicami največ sponzorira. Res obožujem te fitness oblačila in od Eona imam že dvojne pajkice in mislim, tako da, ful hvala. In ja, se mi zdi, da je tudi dober timing za motivacijo, za fitness, ker sem bila slaba zdaj, tako da pride pa tudi v septembru in oktobru nova kolekcija, tako da zdaj mogoče kjere stvari niso, pač mogoče ni vaših številk ali pa kaj, malo si pogledajte. Drugače pa ja, malo zdaj restokajo, ker je bila ta poletna razprodaja, septembra, oktobra pride nova kolekcija, komaj čakam, da vidim, kaj so pripravili. In ja, kot sem rekla, če koga zanima FINA10 za 10% popust. Pa naučila sem se izgovoriti Eon je. Naredila svoj research, upam. Jaz sem si na hitro naredila špagete, tuno pa parmezan, posodo sem pomivala, ker je bilo ful. Tako da to pojem, pa imam pa pol ure, da se spravim. Mikica, si se toliko igrama? Jutro bom pa okna spucala, ker pogledajte, ga grozno je. Padla boš. Ti še torček ti. Ejna. Ljubima se. Že 10 minut. Malo ona mene, malo jaz njo.